Pozdravljeni. Preglednik začenjamo v Mariboru, kjer so pripravili čezmejni zaposlitveni sejem Slovenija-Avstrija. Priložnost za delo je iskalo 3800 brezposelnih, prosta delovna mesta pa je ponujalo 18 slovenskih in 6 avstrijskih delodajalcev. In to predvsem v kovinarstvu, strojništvu, gradbeništvu, informacijskih vedah, pa tudi v gostinstvu in turizmu. Tokrat je bilo tujih ponudnikov del manj kot pa navadi, saj se zaposlovanje Slovencev v Avstriji počasi ustavlja. 54-letni Ivan delo išče že več kot 2 leti. Predtem je bil 13 let zaposlen v zdaj že propadlem cestnem podjetju Maribor. Šel bi tudi čez mejo, a ne zna jezika. Položnice delam vse na kup, ker nimam ničes. Tako da s tem je problem. Iščem delo, pa sedaj pa vse posod, da sem prestar. Prvo zaposlitev pa išče 28-letna pravnica. Poslala je že našteto prošenj. Jezik zanjo ni ovira. Iščem v bistvu pretežno v svoji smeri ali pa kaj bi bilo pač mogoče primerljivega, alternativnega, ker pač potreb v tej smeri nekako ni. Pri nas iščemo tehnični kader iz področja strojništva, elektrotehnike, tudi iz področja IT. V Avstriji dela okoli 14 tisoč Slovencev, samo na avstrijskem Štajerskem jih tudi živi približno 8 tisoč, okoli 320 pa je brezposelnih. Für diese 320 arbeitslosen Slowenen ist es natürlich momentan sehr schwer, wieder eine Beschäftigung zu bekommen, weil das Konkurrenzangebot sehr groß ist. Genau dieselbe Situation haben jetzt alle Slowenen, die nach Österreich tendieren. Na avstrijskem Štajerskem imajo namreč trenutno najvišjo brezposelnost, odkar beležijo podatke. Aprila je znašala dobrih 10%. V Podravju je 16%, samo v Mariboru pa več kot 19%. Predvidevamo pa lahko, če se je pri njih tako stopnja brezposelnosti povečala, da bo torej se začelo ustavljati tudi to zaposlovanje z strani slovenskih iskalcev zaposlitve. Koliko ljudi je v preteklih letih delo dobilo zaradi zaposlitvenega sejma, na zavodu ne vedo. So pa lani delodajalci na nadaljnje razgovore povabili 260 kandidatov. V Mariboru je ta teden potekala tudi dražba občinskih stanovanj, ki jih je prodajal javni medobčinski stanovanjski sklad. Na prodaj je bilo 51 stanovanj in poslovnih prostorov, zanimanje kupcev pa je bilo zaradi nizkih izklicnih cen izjemno veliko. Prodanih je bilo 34 stanovanj. 117 dražiteljev je vplačalo varščine za 34 stanovanj. Velikega presenečanja, koliko stanovanj bo prodanih, tako ni bilo. Edino vprašanje, ki so si ga zastavljali dražitelji, je bilo, koliko bodo morali odšteti za nepremičnine. Izklicne cene so bile od 5000 evrov za garsonjero do 31 tisoč za dvosobno stanovanje. Jaz recimo sem šel vsako stanovanje pogledati in sem si doma naredil izračun, koliko bo treba vložiti, koliko je cena na trgu. Mladi so prišli na dražbo v upanju, da si po zmerni ceni kupijo svoj prvi dom. Zadovoljen je tako odhajal tudi oče, ki je sinu kupil enosobno stanovanje za 19 tisoč evrov. Toliko sem bil pripravljen in sem šel na to, ker sem bil edini. Cena se ni zviševala in sem pač kupil. Se veliko ljudi odloča verjetno zato, ker je tudi varnost stanovanj, ki jih kupijo preko stanovanjskega sklada, veliko večja, kot pa da se iščejo to sami na trgu. V družbi izkušenih dražiteljev, ki se redno udeležujejo dražb, pa je marsikdo obupal med višanjem cene. Pri vsakem stanovanju je narasla za vsaj nekaj tisoč evrov. Izklicne cene so dobre, samo vse vidite, dvigujejo pa ful preveč. Obrtnik je prišel izkoristiti priložnost ugodnega nakupa. Zanimala so ga 3 stanovanja, ki jih lahko poceni obnovi in oddaja v najem. Tovrstni kupci na dražbah vseeno prevladujejo. 31.600. Za kako veliko stanovanje? Za 65 kvadratov. Za sebe ste kupovali stanovanje? Bomo še videli. Cilj stanovanjskega sklada je, da s prodajo stanovanj letos zasluži vsaj 700 tisoč evrov. Ali so številko dosegli, nam danes ni uspelo izvedeti. Če je niso, bodo septembra pripravili novo dražbo. Slovenska odškodninska družba pa je objavila poziv za nakup 100-odstotnega deleža v Novi Kreditni banki Maribor. Predvideni rok za oddajo okvirnih ponudb je 3. julij. Kot je znano, so poslanci že lani izglasovali odprodajo 15 državnih podjetij, med drugimi tudi deleže v Telekomu Slovenije in Palomi, Uniorju, Žitu in Cinkarni Celje.
Delež nove KBM se je že večkrat prodajal, vendar država postopka ni nikoli izvedla do konca. Tudi zdaj si je pridržala pravico, da lahko pogovore s katerimkoli ali z vsemi morebitnimi kupci kadarkoli prekine. Vodstvo banke je sicer prodaji naklonjeno, vendar šele po sanaciji. Kot nevesta smo še predebeli, ki se lahko malo metaforično izrazim. Moramo še shujšati. To pa ne bo takoj, to bo leto, dve, recimo v enem takem razumnem obdobju, da bo banka prestrukturirana do konca. A z državne strani je bilo že večkrat poudarjeno, da bi banko, ki so jo lani dokapitalizirali za 870 milijonov evrov, prodali še letos. Skupno je sicer država od leta 2008 vanjo vložila že več kot dobro milijardo evrov. Prodajna cena mora pa seveda tudi odražati, torej upoštevati vsa dosedanja vlaganja, ki so v banko bila. Podrobnosti o postopku prodaje, ki ga v imenu države vodi Slovenska odškodninska družba, niso znane. Že pred časom pa je bila za izvedbo dvostopenjskega postopka prodaje izbrana mednarodna družba Lazard. Ta bo do 3. julija zbirala nezavezujoče ponudbe. Šele nato pa bo jasno, ali za banko, ki sicer tekoče posluje pozitivno, sploh obstaja zanimanje. Nadaljujemo pa s težavami mariborskih podjetij. Vodstvo športnega centra Pohorje, ki je v prisilni poravnavi, okoli 100 zaposlenim še vedno ni izplačalo aprilskih plač. Zaradi neplačanih računov pa so jim prejšnji teden v hotelih celo začasno izklopili elektriko. Mariborska občina sicer želi rešiti podjetje, preden pristane v stečaju. Športni center Pohorje bi odkupila, a kot pravijo na občini, ne za vsako ceno. Skoraj leto dni je športni center Pohorje že v prisilni poravnavi. Več kot 70 milijonski dolg sta obe upnici, Nova KBM in Nova Ljubljanska banka, prenesli na slabo banko, ta pa se za predlagano dokapitalizacijo v višini 15 milijonov ni odločila. Po slabi smučarski sezoni so denar za marčevske plače primaknila mariborska javna podjetja, za aprilske denarja ni. Družba sama ni sposobna zagotavljati sredstev sploh v teh mrtvih mesecih. Tako da pač delamo na tem. Kako o plačah se bomo pogovarjali, na vsak način pa ni situacija takšna, da bi mestna občina Maribor kar tako dajala denar, vendar pričakuje tudi njihov angažma. A vodstvo športnega centra Pohorje odgovornost vedno znova prelaga na druge, tudi za izklop dobave električne energije v minulem tednu. Za slednjo se je elektrodistributer zaradi neplačanih računov odločil po številnih opozorilih. Pričakovali smo vsaj napoved, kot smo jo sedaj tudi od družbe dobili. Če se nekdo ne odziva, potem ni pošteno, da krivi elektrodistribucijsko podjetje, če postopa po zakonu. Stečaj športnega centra bi sicer močno obremenil tudi mariborsko občino, ta bi namreč morala poplačati 13 milijonov za pohorsko vzpenjačo. Zato je župan na slabo banko poslal neobvezujočo ponudbo, po kateri bi občina za 10 milijonov evrov odkupila 97,3% lastniški delež. Ko bo skrbni pregled opravljen, bo mestna občina izrazila svoj interes preko mestnega sveta, tako da sedaj pogovori potekajo. Zanimivo pa je predvsem dejstvo, da ljudje, ki so krivi za zadolženost in zlom športnega centra, še naprej vodijo to podjetje. Stopnjujejo se tudi težave tovarne zdravil Marifarm v večinski lasti mariborske občine. Že več mesecev delavcem zamudo izplačujejo plače, zato so že napovedali tudi stavko, zdaj pa jim grozi še stečaj. Ta teden bi morali doseči dogovor o prestrukturiranju obubožanega podjetja, vendar so po več kot 4 urah sestankovanja ostali na različnih bregovih. Marifarm namreč bremeni kredit v višini 28 milijonov evrov, ki bi ga novi KBM morali začeti odplačevati že aprila lani. Skupni sestanek za tesno zaprtimi vrati je postajal izjemno vroč. Sogovorniki, ki so ga zapuščali, pa polni očitkov, da je reševanje Marifarma metanje denarja v brezno. Najboljše kontrolira stečaj, da imaš neki vpliv. Tu se pa jaz premali strokovnjak. Kira varianta je boljša? Obe dve sta slabi. Do sedaj je podjetje Marifarm ustvarilo, mislim, nekje med 17 do 18 milijonov evrov izgube. Smo imeli na mizi zgolj predlog o moratoriju oziroma o dodatnem podaljšanju kredita, seveda ob primernih finančnih zavarovanjih. Ta zavarovanje pa naj bi zagotovilo kar matično podjetje Mariborske lekarne. To pa je za župane nesprejemljivo, saj bi lahko v težave spravili še njih. Župan Fištravec pa je prepričan, da je reševanje Marifarma možno, sosednje občine pa se po njegovem vedejo neodgovorno. V zadnjih 4 letih se ni držal poslovni načrt, ki je bil narejen, namesto da bi se
škarje dolga zapirale, so se razpirale, nobenega ta problem ni bolel. Kaj konkretno prinaša program prestrukturiranja podjetja, župan Fištravec ni želel razkriti. Brez komentarja pa sta ostali tudi predsednica sveta zavoda Marifarma Jelka Kolmanič in nevena Teja Gorjup, ki se tukaj pojavlja kot svetovalka. V kolesju interesov, političnih iger in iskanju vedno novih rešitev pa je več kot 100 zaposlenih, ki zahtevajo, da lastniki povedo, kaj jih čaka. Ker je vsak mesec nov boj za izplačilo plač. In to načenja počasi zdravje. Razmere v Marifarmu so celo tako alarmantne, da utegne podjetje doleteti stečaj, če ne bodo dobili pomoči oziroma dosegli ustreznega dogovora z glavno upnico Novo KBM. Zdaj pa o uspešni zgodbi. Ptujsko podjetje Databox, ki ima sedež v Bostonu, razvojni oddelek pa doma na Ptuju, je nedavno podpisalo pogodbo o sodelovanju z enim največjih spletnih trgovcev v Združenih državah Amerike, Staplesom. V podjetju so razvili mobilno aplikacijo, s katero lahko vodilni v podjetjih prek pametnih telefonov nenehno dostopajo do ključnih podatkov o poslovanju. Izdelek ima na ameriškem trgu velik uspeh. Skupino predanih ptujskih računalniških navdušencev je uspeh aplikacije, za katero vlada na ameriškem trgu veliko zanimanje, presenetil. Če si recimo vedno v teh 4 stenah samo, če ne zavedaš vsakokrat, kako si dober, pa kako je ta produkt dober. To in se včasih res začudiš, kaj smo lahko dosegli. To je za nas zelo velik uspeh, ki nam dejansko potrjuje, da imamo nekaj, kar je trenutno potrebno za ta trg. Tudi lahko menim, da trenutno sodelujemo še z parimi podjetji iz Fortune 500 seznama. Mobilna aplikacija Databox je namenjena vodilnim v podjetjih, ki nenehno potrebujejo ključne podatke o poslovanju. Dostopni so jim prek mobilnih naprav. Mi smo zdaj izhajali iz tega, da nekega direktorja ali pa menedžerja čas je zelo omejen v dnevu in da moramo zdaj mi oblikovati aplikacijo na takšen način, da lahko te metrike on dobi res hitro, res enostavno in da lahko na ta način res poenostavimo odločitveni proces. V mladem ptujskem podjetju se zavedajo, da k poslovnemu uspehu prispevajo tudi dobri, enakovredni in sproščeni medsebojni odnosi. Trdim, da po vsakem eventu, ki se ga udeležimo, da sledi 3 tedni ultraproduktivnosti, dobrih idej, inspiracij. Ozirajo se tudi po novih sodelavcih. Moraš biti na svojem področju zelo močen, zelo dober, poznati trg, moraš biti pripravljen se nenehano učiti. Ob povečanju števila naročnikov bo selitev čez lužo najverjetneje neizogibna, pri čemer pa si želijo razvojni oddelek ohraniti na Ptuju. Mariborskega župana Andreja Fištravca so policisti v torek zjutraj povabili na razgovor. Zanimale naj bi jih bile podrobnosti o podjemnih pogodbah, ki jih je aprila letos sklenil s svojimi svetovalci. Šlo naj bi za 7 pogodb za delo v županovem kabinetu. Po pogovoru s kriminalisti se je mariborski župan brez večjega vznemirjanja odpravil na odprtje kanalizacijskega omrežja. Me veseli, da so naši preiskovalci aktivni in v Mariboru pa že dolgo vemo, da to, kar je Lačni Franc pel, o dihanju za ovratnik. Zaslišanje je trajalo slabe pol ure in je bilo opravljeno po predhodnem zbiranju obvestil in na osnovi poročanja medijev glede domnevno spornih zaposlitev. V bistvu nismo se nič pogovarjali, ker sem povedal, da se ne čutim krivega za sklenitev teh pogodb in da želim, da mi predočijo dokumentacijo, s katero razpolagajo, in na te točki smo se razšli. Med temi, ki naj bi imeli sporne pogodbe, je najbolj znan svetovalec Marko Kovačič z okoli 1200 evrov mesečnega zaslužka. Drugi prejemajo okoli tisočaka. Glavni občinski sindikalist pa že ves čas opozarja, da s podjemnimi pogodbami prikrito zaposlujejo. Najbolj izrazito v primeru gospoda Marka Kovačiča so pooblastila, ki izhajajo iz teh pogodb, abnormalna. Ti ljudje v bistvu delajo kot podjemniki v prostorih mestne uprave, z delovnimi sredstvi mestne uprave, s suportom mestne uprave. Stroka pa potrebno je natančno preučiti pogodbe in ali so podani pogoji za delovno razmerje. Najbolj ključni pogoji so vključenost v organiziran delovni proces, vezanost torej na navodila in trajanje tega procesa, pa plačilo neodvisno od rezultata. Kriminalisti podrobnosti zaslišanja niso razkrili, bo pa vse podatke o plačah, zaposlovanju in privilegijih, tako obljublja Rajič, na svoji spletni strani kmalu objavil sindikat mestne uprave.
Ulice slovenskih mest so v petek zavzeli maturanti. V številnih krajih po Sloveniji in tudi v 5 evropskih državah so že tradicionalno, točno opoldne, istočasno zaplesali ulično četvorko. S plesom se dijaki zaključnih letnikov poslavljajo od prijateljev in srednje šole. Pouk se je namreč zanje že končal, čaka jih le še opravljanje maturitetnih izpitov. Dopoldne so se ulice 25 slovenskih krajev polnile. Maturanti so se na soncu družili že precej pred plesanjem. To je tudi namen maturantske četvorke, da se še zadnjič skupaj poveselijo in se tako simbolično poslovijo od 4 skupnih let v srednji šoli. Po eni strani kot žalostna, ker se bomo bolj malo videli, po drugi strani pa vesel dogodek, da smo končali srednjo šolo. Vsa 4 leta smo res bili ekipa in res škoda je zdaj, da se ločimo. Verjamem to, da bomo ostali prijatelji. Složno kot v razredu je na mariborskem trgu Leona Štuklja okoli 2500 mariborskih dijakov stopalo v ritmu četvorke. V 10-minutnem plesu so bili povezani z vrstniki po Sloveniji in Evropi. To je nepozabno, to se bom do konca življenja spominjal. Čudovito, lepo. Na nek način mi je všeč, po drugi strani je pač četvorka majčkeno drugačen ples kot za na trg, ampak vseeno naj bo. Naj plešajo, naj se imajo fajn. Naj uživajo. K dobri zabavi, a brez alkohola, je v Mariboru maturante pozvala Alenka Bratušek. Pred vami je praktično še celo življenje. Veliko uspehov, veliko stvari, verjetno tudi kakšen neuspeh, ampak zavedajte se, da ste vi tisti, ki lahko spreminjate svet. Tega nikoli ne pozabite. Ulična maturantska četvorka je najbolj množičen evropski projekt za mlade. Letos jih je plesalo od 50 do 55 tisoč. Zaradi finančnih razmer so se nekatera evropska mesta dogodku odpovedala. Zaradi poplav pa se mladim plesalcem niso pridružili dijaki iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Na osnovni šoli Bojana Iliha v Mariboru so se razveselili novih športnih pripomočkov, ki jim jih je podarilo društvo Koraki za korakce. Oprema vredna 4000 evrov je bila za šolo finančno nedosegljiva. Zato je učencem v še večje veselje, saj bo pouk odslej zanimivejši. Društvo je do zdaj športnimi rekviziti opremilo 9 mariborskih šol, ta konec tedna pa so zbirali že nove donacije. Novo pridobitev so na šoli že poimenovali Ožbejeva gibalnica. Iz ducata blazin različnih oblik in barv, toboganov, plezal, ovir in žog lahko sestavijo vsakič drugačen poligon, ki bo spodbujal različne gibalne vzorce. Jaz vem, da se tukaj otroci razvijajo, predvsem prva triada otrok in potem tudi do 5. razreda, osnovne motorične gibalne sposobnosti, in to je predvsem pomembno, da v tem času se veliko dela na tem, da dvignejo vse te svoje gibalne sposobnosti na višji nivo. Rada imam poligone, pa tako se mi všeč tudi tobogani pa te stvari. Toboganov se veselim najbolj. Plezali, se spuščali, pa lovili ravnotežje. Oprema je namenjena tudi za individualni pouk učencev z okrnjenimi gibalnimi sposobnostmi. S pridom pa jo bodo uporabljali tudi otroci iz prve triade. Mi vemo, da vpisujemo učence že 1 leto prej v prvi razred, in nekako s temi pripomočki bo ta primanjkljaj nekako zapolnjen. Z akcijo želijo tudi privzgojiti občutek do sočloveka. Tudi to je naš namen, da otrok že od malega začuti, da je potrebno pomagati, potrebno stopiti skupaj, saj tako bo tudi naša država preživela. Že to soboto ob 10. uri pripravljajo novo humanitarno akcijo Pohod Koraki za korakce. Zbirajo za gibalnice na 3 mariborskih šolah in za društvo Školjka za otroke z avtizmom. Ob koncu še šport. Da favoriti vedno ne zmagujejo, so dokazali nogometaši Gorice, ki so v finalu slovenskega pokalnega tekmovanja z 2-0 premagali igralce Maribora. Osrednji junak tekme v Kopru je bil Italijan Francesco Finocchio, ki je dosegel oba zadetka. Če ne bi Finocchio, ki je bil član italijanske reprezentance do 17 let, v 73 minuti vstopil na igrišče, je vprašanje, kako bi se končala zadnja tekma sezone v slovenskem pokalnem tekmovanju. 22-letni Italijan je 6 minut po vstopu učinkovito izkoristil dejstvo, da so Mariborčani v obrambni vrsti še kako ranljivi oziroma da so zanj enostavno prepočasni. Quando sono entrato ho pensato adesso entro, faccio un gol. 2 non lo so, però 1 sì.
Vsi smo še želeli pripeljati ta pokalni naslov spet v Novo Gorico in z borbenostjo nam je to tudi uspelo. Da v tekmovanju na izpadanje ni pravil, so Mariborčani, ki so predtem v pokalu dvakrat zapored zmagali, izkusili na eni najpomembnejših tekem v sezoni. Nasprotnikom so olajšali delo tudi z nekoliko bolj defenzivno igro. Jaz mislim, da smo kar dobro štartali v tekmo, no. Bili nekako agresivni, ampak mogoče so bili oni v nekih trenutkih agresivnejši od nas, bolj konkretni. Gorica je zelo pametna, vedela je sigurno, kje smo mi dobri, tu so se pomaknili, čakali na svoje priložnosti in na koncu oni dočakali, mi žal ne. Za Cvijanovića je bila tekma proti Gorici njegova 200. v vijoličastem dresu. Do tega števila je prišel v samo 4 sezonah, kar pomeni, da je v eni v povprečju zaigral na 50 tekmah. Z 201. bo opravil v nedeljo, ko se bo Maribor ob 17. uri v zadnjem krogu državnega prvenstva pomiril z Domžalami. Po koncu tekme pa bo z veseljem dvignil pokal, ki ga Nogometna zveza namenja najboljši ekipi v tem najbolj cenjenem tekmovanju v Sloveniji. Spoštovani, to je bil pregled pomembnejšega dogajanja tega tedna. Hvala za pozornost in nasvidenje.